Pozdravljeni. Je Aston Martin ekipa, ki lahko v sezoni 2026 preseneti vse ostale v štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. O tem in še marsičem drugim, kot običajno v naslednjih minutah. Mnogim ljubiteljem avtomobilizma je znamka Aston Martin izjemno pri srcu. Seveda gre za znanega proizvajalca luksuznih športnih avtomobilov, ki je posodil svoje ime tudi ekipi Formule 1. In tu seveda ne smemo enačiti obeh zadev, kajti Aston Martin v Formuli 1 je ona ekipa iz Silverstona, kjer korenine lahko iščemo pri ekipi Jordan, ki je dobro poznana vsem nam, ljubiteljem Formule 1, tam iz začetka 90. let prejšnjega stoletja. Ampak vseeno, Aston Martin vzbuja določena čustva in ima lepo število privržencev. Ampak vprašanje je, ali lahko pridejo tam vsaj blizu vrha, če ne prav na vrh svetovnega prvenstva Formule 1. Sezona 2026 ponuja nov tehnični pravilnik, kjer bodo morali prav vsi začeti izid. In za ekipo Aston Martin bo to poseben izziv. Ampak imajo v osnovi vse, kar bi potrebovali, če bi si nekako upali priti tja na vrh. Imajo Adriana Neweyja, ki je nedvomno eden izmed najboljših inženirjev našega časa. Ampak tudi Adrian Newey je človek, tudi pri njem smo videli, bodimo iskreni, zgrešene projekte, kateri izmed njih niso niti nikoli prišli na progo v Formuli 1. Ampak Adrian Newey že vzbuja določene upanje. Aston Martinu imajo nov, najmodernejši vetrovnik med vsemi, ki so na razpolago v Formuli 1. In tudi določene zamude so bile v povezavi prav z njegovo kalibracijo. Ampak sedaj, ko je 100% operativen, vsaj tako trdijo sami, bi lahko pričakovali lep skok naprej. Seveda, pričakovali smo ta skok naprej že letos, sredi sezone, kjer smo videli lepo število izboljšav, ampak mnogi izmed nas smo bili iskreno razočarani. Imamo Fernanda Alonsa ter Lensa Strolla, kjer bi lahko dejali marsikaj. Fernando Alonso ima ogromno število sledilcev ter zagovornikov, kjer mnogi vidijo, da bi se Španec lahko boril za sam naslov. Jaz sem glede tega še zmeraj precej skeptičen, namreč Fernando Alonso je izjemno star in seveda od njegovih zadnjih zmag je minilo že več kot 10 let. Po drugi strani, Lance Stroll je soliden voznik, ki pa zagotovo nima tistega, kar pričakujemo pri bodočih šampionih v Formuli 1. Torej, Stroll ni slab, ampak zagotovo ni na ravni nekega Oskarja Piastrija, da smo vsi nekako na jasni. Ampak
ampak glede vozniške zasedbe bi lahko dejali, da je ta solidna, čeprav še zdaleč ni izjemna. In tu bi morali pri Aston Martinu začeti tudi razmišljati o menjavi. Alonso seveda je pri koncu svoje kariere in morda bo še vztrajal v naslednjem letu, ampak na to bo potrebno dobiti določene alternative. V sezoni 2026 bomo videli prihod Honde k Aston Martinu, kar pomeni dvojni izziv. Namreč Honda ne izdeluje menjalnikov in seveda pri Aston Martinu so do tega trenutka menjalnik kupovali pri Mercedesu. Torej, celoten zadek bolida je bilo nekaj, s čimer se niso ukvarjali. Sedaj bo zgodba drugačna. In to ne pomeni samo neke prednosti. Tudi McLaren izdeluje svoj menjalnik, čeprav bi ga lahko kupili pri Mercedesu. In prav tu je lahko tudi ena izmed skrivnosti uspeha ekipe iz Wokinga. Glede pogonskega sklopa Honda pa ne moremo reči absolutno nič. Čeprav smo jih videli tam v Red Bullu kot uspešne enote, je treba povedati, da od sezone 2021 je razvoj popolnoma zamrznjen. Zato novo generacijo bo treba začeti praktično iz nič. In tu lahko vidimo, da ima Aston Martin veliko prednost. Namreč v sovpregi z Aramcom bodo lahko imeli boljše gorivo od ostalih. Seveda tu špekuliram, kajti tudi pri sintetičnih gorivih nimamo nobenih podatkov glede tega, kdo je spredaj, kdo je zadaj. ESSOMOBIL ONE ima določene prednosti na tem področju, ker že leta v programu Porsche Supercupa razvijajo določene tehnologije, ampak nikjer ne piše, da na primer Shell ali BP nista sposobna napraviti one prave mešanice. In velja enako za Aramco, ki bo pa dobavljal prav tako sintetično gorivo Formuli 3 in Formuli 2. Torej ima neko širšo pogodbo in bi lahko seveda tu izkoristil možnosti za razvoj. Torej vidimo, da ima določene osnove tudi tu Aston Martin, da bi lahko bil, če ne drugega, vsaj pol koraka pred konkurenco. Ampak ima ekipa Aston Martin še eno, po mojem mnenju, veliko hibo. Ta je pravzaprav v sami ekipi, ki ni privajena na to, da bi lahko zmagovala. Namreč pri ekipah, ki niso vajene zmag, pogostokrat vidimo tako imenovane začetniške napake. In tu verjetno, ukolikor se jim bo posrečilo napraviti rahlo boljši bolid, bomo v prihajajoči sezoni morda videli marsikatero nerodnost na težkem nivoju, na nivoju odnosa med vozniki in še bi lahko našteli. Spomnimo se, kakšne težave je imel Fernando Alonso, ko ekipa ni bila nekako pripravljena na to, da so lahko tako spredaj prvi zasledovalci mogočnega Red Bulla, vsaj v začetnem delu sezone. In seveda to je nekaj, kar nam kaže, da Aston Martin ima v teoriji potencial, ampak lahko se bo na koncu izkazalo, pravzaprav jih bomo gledali prav tam, kjer jih vidimo danes, v boju za 5. mesto med konstruktorji. Ampak privoščim jim boljše rezultate, tudi zato, da se karte malce premešajo in ne samo tam na sredini skupine, ampak prav pri vrhu. Osnove imajo vse, potrebno je imeti
je tisti kanček sreče, ki je pa nujno potreben tudi v Formuli 1. Ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.